Tako, lepo pozdravljeni. Danes nadaljujemo z letošnjim ciklusom predavanj z naslovom Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Današnje predavanje ima naslov K psihologiji osebnostne rasti. Osebnostno rast v grobem lahko neposredno povezujemo z posttravmatsko rastjo. To ni isto, obstajajo pa tesne povezave. Upam, da bo v nadaljevanju razvidno, da je res tako. Teme se lotevam iz 3 zornih kotov. Prvi je konceptualni, kar pomeni, zopet bom predstavil nekaj naslovov knjig, ki jih berem v zadnjem času, seveda tudi za potrebe teh predavanj. Drugi zorni kot je nekaj preprostih podob, ki bi bile lahko popolnoma nevtralne ali pa celo nepomembne, če ne bi živeli v času, v katerem živimo, in zaradi tega so zelo aktualne. Tretji zorni kot je morda nenavaden, pa vendar. Naredil bom namreč nekaj kratkih refleksij iz obdobja, ko sem se usposabljal za skupinsko delo, ko sem na svoji koži preverjal, če lahko tako rečem, nekatere koncepte, ki so bili v tistem času zelo sveži, novi in do določene mere tudi problematizirani, kajti za skupinsko delo takrat kakšnega posebnega zanimanja ni bilo niti med kliničnimi psihologi in psihiatri. Ravno nasprotno, zlasti v Združenih državah Amerike so ljudje, recimo kot je bil Carl Rogers, morali pogoltniti marsikatero težko besedo na račun skupinskega dela, čeprav se je kasneje izkazalo, da je izjemno pomembno za posameznike, zlasti v luči tega, s čimer se ukvarjamo mi, se pravi v luči psihologije stresa, osebnostne rasti ali posttravmatske rasti. Dušan, Prosim. a ti z nami deliš prezentacijo? Aha, a se je spet zgodilo, da jo ne? Ja, v bistvu jo ne. Bomo pa šli nazaj, saj to smo že navajeni, da se zmeram kaj zaplete, pa sem verjetno pozabil kaj pritisniti. Kaj pa zdaj? Ja, vidno. Hvala lepa. Kot rečeno, torej, k psihologiji osebnostne rasti. V teh dneh smo lahko slišali za poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v katerem govorijo o alarmantnih stanjih, ko govorimo o duševnih stanjih, o psihičnih težavah, o problemih, s katerimi se zlasti soočajo mladi ljudje v času pandemije. Uporabljajo prav ta izraz, gre za alarmantne podatke. O teh podatkih, o takih podatkih, o tovrstnih podatkih smo letos že govorili, kar pomeni, da nam pravzaprav ne prinašajo nič novega, pa vendar je vredno ponovnega razmisleka, zakaj se ravno sedaj govori o alarmantnih podatkih in zakaj se o kakšnih drugih ravno tako ali pa še bolj
alarmantnih podatkih ne govori. Vsekakor je razlika vredna naše pozornosti in nadaljnjega razmisleka. Spregovoril bom, kot rečeno, o nekaterih podobah, ki so ravno tako ali pa, kot rečeno, še bolj alarmantne, še bolj aktualne v času, v katerem živimo. To so podobe, kot je tale, podobe, ki nas počasi alarmantno opozarjajo, da se ozračje, ki ga dihamo vsak dan, onesnažuje pospešeno, da je zlasti trdnih delcev, ki so kancerogeni, v ozračju iz dneva v dan več. Vendar, kot rečeno, o alarmantnih podatkih, koliko ljudi umre, na primer letno ali mesečno ali vsak dan, zaradi vdihavanja zelo onesnaženega zraka, ni kaj prav dosti. Oziroma človek postane pozoren, ko se vpraša, zakaj o teh podobah ali takih podobah in podatkih, ki jih seveda spremljajo, ni več alarmantnih poročil in zakaj ljudje ne posvečajo veliko več pozornosti, seveda zlasti tisti, ki bi glede tega lahko tudi kaj naredili, tem alarmantnim podatkom. V resnici namreč so alarmantni. Takih podob, kot je tale, bi seveda lahko nanizali v teh dneh zelo veliko, vendar ni nobene potrebe, da jih kopičimo, saj je osnovna ideja zelo razumljiva. Navajam samo še eno študijo, objavljena je bila res nekaj dni nazaj, ki tudi s številkami, z objektivnimi podatki pospremi podobi, ki sem jo ravnokar prikazal, se pravi s številkami, kakšna je smrtnost globalno ljudi zaradi vdihavanja zelo onesnaženega zraka oziroma karcinogenih drobnih, nevidnih, največkrat nevidnih delcev, ki so v ozračju. Kot rečeno, se lotevam psihologije osebnostne rasti tudi z nekaterimi koncepti, zato bom najprej spregovoril o enem izjemnem, vse premalokrat upoštevanem ali komentiranem konceptu, o katerem sem pravzaprav že zadnjič in predzadnjič spregovoril, vendar je ta koncept tako dober, tako učinkovit, da je prav, da se k njemu vračamo. Naslov je zelo preprost, govoril bom o Sokratovi nevednosti. Že sama besedna zveza Sokratova nevednost je zanimiva, saj bi pričakovali, da bo zaradi Sokrata zraven njegovega imena kakšna druga beseda, kot je recimo modrost ali vednost ali filozofija, vendar ni. Zato, ker je Sokrat poseben filozof, je izjemen človek, ravno zaradi tega, ker zna zastopati to, kar označuje beseda nevednost. Za kaj torej gre? Zdaj bi se najprej še majčkeno zadržal pri obeh podobah in pri podatkih, objektivnih podatkih, torej alarmantnih podatkih, ki govorijo o duševnih, psihičnih stanjih mladih ljudi, pa tudi o smrtnosti ljudi v času, v katerem prevladuje razmišljanje o pandemiji. Naj najprej rečem, da je človekova duševnost tako kompleksen pojav, da je premalo, če rečemo, da pandemija povzroča duševne težave, stiske in tako dalje. Kot velikokrat rečeno, doslej
lahko poudarim, da krepi, da povečuje, da poslabšuje nekatera duševna stanja, da pa je istočasno dobro omeniti še nekaj. Namreč, da so ljudje tudi rezilientni, da so ljudje tudi odporni napram pritiskom, težavam, mehanizmom, ki lahko poslabšajo njihova duševna stanja. In seveda ravno tako velja poudariti, da niso samo mladi ljudje, ki so zaradi tega, ker se na primer ne morejo šolati, zelo izpostavljeni duševnim stiskam, nikakor ne bi smeli izpustiti na primer delavcev, ki delajo v izjemno težkih pogojih, ne smemo izpustiti starejših ljudi ali starih ljudi, osamljenih ljudi, ljudi, ki so, kot se reče, izključeni, marginalizirani, pozabljeni, prezrti, osamljeni in tako dalje. Torej, če že, potem je dobro in koristno govoriti o kompleksnosti človekovih duševnih stanj na vsaj enako kompleksne načine. Z preprostim, nekompleksnim razmišljanjem pač ne moremo razumeti kompleksnih pojavov. Poskušamo jih skrčiti, zmanjšati, zato da jih lažje razumemo, vendar je potem vprašanje, če smo se res dokopali do resnice takih duševnih stanj. Ko govorimo o alarmantnih podatkih, ko govorimo o podnebnih spremembah, ko govorimo o onesnaženem ozračju, ko govorimo o tem, koliko ljudi umre, je zelo, zelo pomembno pripeljati v naše razmišljanje, vpeljati v naše razmišljanje koncept, o katerem bom danes ves čas v nadaljevanju govoril. Sokrat je človek, je filozof, ki ve, ki spozna, ki razume, kakšen je pomen resnice v človekovem življenju. Kakšen je pomen resnice, na primer, če človek, ki ima duševne stiske, ima probleme, se sooča z različnimi izzivi, je pod stresom in podobno, poišče pomoč, kot se reče, kakšnega psihologa, psihiatra, psihoterapevta, psihoanalitika, nekega strokovnjaka. Kaj tak človek od strokovnjaka pričakuje? Ko govorijo o alarmantnih podatkih, ki veljajo v tem obdobju pandemije za mlade ljudi, ko govorijo o njihovih duševnih stiskah in psihičnih težavah in stanjih, ki jih imenujemo duhovna, psihološka in tako dalje, potem je na vrsti ali pa pri roki tako rekoč refleksno odziv, ki pravi, potrebujemo več svetovalnic, potrebujemo več strokovnjakov, da bi se lahko, na primer, mladi ljudje ali njihovi starši, mogoče učitelji, vzgojitelji posvetovali. Vendar analitična praksa zadevo takoj obrne. Namreč vprašanje, kaj pričakuje človek, ki se sooča z duševnimi stiskami, težavami, problemi, pričakuje od strokovnjakov, odgovor na to vprašanje ni vrsto nasvetov ali pa pač po svetovalnici se človek, na primer, posvetuje strokovnjakom. Ne, pričakuje nekaj drugega in to je resnica. Če človek pride, na primer, zato, ker ima težavo s telesno težo in bi se rad znebil nekaj kilogramov in reče, ali imate kakšen nasvet, kako to lahko naredim, je najslabše, kar se lahko zgodi strokovnjaku, da reče, ne vem, upoštevajte to dieto, ona spoznanja o prehranjevanju ali pa preprosto manj jejte, kajti človek bo rekel, saj vse to že vem. Torej, človek ni prišel po
tovrstne nasvete ali konkretne predloge, kaj narediti. To je prekratko. Ljudje praviloma že vedo, kaj narediti, kaj bi bilo treba narediti. Zato človeka raje povabimo k pogovoru. K pogovoru o čem? Ja, k pogovoru o resnici njegovega življenja, njegovih življenjskih slogov, njegovih težav, njegovih problemov in tako dalje. Povabimo ga k razgovoru o resnici. Človek od nas ne pričakuje, da se bomo ukvarjali z nečim, kar ni resnica, ker mu to prav gotovo ne bo pomagalo. Torej, takoj zlahka se prepričamo, da so duševna stanja, zlasti takrat, ko imamo težave, ko ne vemo, kako naprej, ko smo v stiski, ko smo v zagati, ko smo v konfliktu in tako dalje, lahko tudi sami seboj, da je ključna beseda resnica. Resnica duševnih stanj, resnica okolij, v katerih ljudje živijo in znotraj katerih nastajajo psihične težave, duševne težave, stiske, problemi in tako dalje. Se pravi, zanima nas resnica okolja, v katerem posamezniki živijo. To je tako rekoč aksiom. To je izhodišče za vsako resno razmišljanje o psihologiji ljudi, o njihovih duševnih stanjih, o tem, kar imajo ljudje med seboj, ker vstopajo v medsebojne odnose. Torej nas zanima resnica medsebojnih odnosov. To je izhodišče za razumevanje širšega okolja, na primer socialnega okolja, družbenega okolja, zaradi mene lahko tudi globalnega okolja, v katerem ljudje v vsakdanjem življenju vstopamo v medsebojne odnose in se nam dogajajo tudi take zadeve, ki povzročajo, krepijo ali pospešujejo duševne stiske, težave in tako dalje. In prav gotovo je res, da če nas zanima resnica tega, kar imajo ljudje med seboj, potem nas mora zanimati tudi njihova osebnostna rast. Ne samo, kako se znebiti težav, duševnih stisk, problemov, katere nasvete dati ljudem, da bodo lahko sami ali s pomočjo drugih ljudi zmanjšali duševne stiske, ampak nas mora zanimati osebnostna rast. Zanimati nas mora, kaj bo prispevalo v okoljih, v katerih posamezniki živijo, k njihovi osebnostni rasti. Ljudje so osebnosti in ljudje ne živijo v vakuumu. Nobena osebnost ne more nastati v praznem prostoru. Noben posameznik ne more skrbeti za osebnostno rast sam. Ne more skrbeti sam od sebe za svojo osebnostno rast. Vselej to lahko naredi samo v okolju, v katerem vstopa v številne medsebojne odnose z drugimi ljudmi. In ko rečemo, da nas zato mora zanimati osebnostna rast, na primer tudi posttravmatska rast. Epidemija, pandemija v zadnjem letu dejansko je travmatična. Je zlahka mogoče ugotoviti, da je travmatična, če opazujemo, kako poskušajo ljudje razumeti pandemijo, kako nemočni so pogosto, ker kratko malo nimajo dovolj idej, nimajo dovolj konceptov, da bi jo lahko simbolizirali, kot se reče, da bi jo razumeli. Zato nekateri ljudje zgolj nemočno protestirajo, na primer proti vladi, proti vladnim ukrepom, nemočno si želijo, da bi preprosto minila, da je ne bi bilo več, da bi se nekaj kar magičnega zgodilo, ali pa enostavno pandemijo zanikajo. Zanikajo obstoj virusa, zanikajo, da je smrtonosen, izražajo veliko
neracionalnih dvomov in neracionalne skepse, recimo tudi do cepljenja in tako dalje in tako dalje. Skratka, gotovo je pandemija travmatična. Zato je še bolj aktualno in smiselno govoriti o posttravmatski rasti, se pravi o tem, kar bo v končni fazi, bo te pandemije nekega dne vendarle konec, kaj bi lahko sledilo potem. In koncept posttravmatske rasti, tudi osebnostne rasti, bo zelo aktualen. To ne pomeni, da se ga bodo številni ljudje lotili, da se bodo ukvarjali z njim, trdim pa, da bo ali pa da bi bilo zelo koristno, zelo na mestu. Spravi, na mesto vračanja k normalnosti oziroma v normalna stanja, kot pravijo ljudje, predlagam napredovanje k osebnostni rasti ali napredovanje k posttravmatski rasti. No, in v tej luči je Sokratova nevednost zelo upoštevanja vreden filozofski koncept, ki se ga zato lotim. Kot sem že rekel, če pride človek k strokovnjaku, naprimer k psihologu, ker ima take in drugačne izzive, težave, probleme, od njega pričakuje resnico, pričakuje, da mu bo nekako pomagal artikulirati resnico lastnih problemov, težav, izzivov, stisk, tegob in tako dalje. To upravičeno pričakuje, kar pomeni, da človek verjame, da strokovnjak, naprimer psiholog, lahko pri tem odigra zelo pomembno vlogo. Ta vloga je dejansko zelo pomembna in sicer zato, ker Sokrat ve in Michel Foucault, ki se je zelo veliko ukvarjal s tem, tudi ve, da je, ko govorimo o resnici tega, kar se nam dogaja v vsakdanjem življenju in resnico tega, kar se nam dogaja, je vselej mogoče artikulirati, vselej obstaja in vselej jo je mogoče artikulirati. Tudi če tega ne želimo, če nočemo, če ne vemo in tako dalje, to velja. Obstaja torej resnica naših vsakdanjih življenj, ki jo je mogoče artikulirati. In Sokrat ve, Michel Foucault pa potem to nadolgo elaborira, zlasti v zadnjem obdobju svojega življenja, po letu 1980, natančneje od jeseni leta 1980, ko začne z serijo predavanj na Kalifornijski univerzi Berkeley. Kaj torej Sokrat ve? Sokrat ve, da resnica naših vsakdanjih življenj, tega, kar se nam dogaja, ni enačba, ni ta ali ona trditev, ni zapis, ni stavek, ni poved, ki bi se bilo recimo treba naučiti in tako dalje in tako dalje. V tej perspektivi so pogosto vzgajani otroci recimo v šolah. V šolah, v katerih nekateri učitelji še vedno trmasto vztrajajo, da je naloga učitelja prenašanje znanja, morda bi celo lahko rekli prenašanje resnic učencem v obliki kratkih zapisov, enačb, pripovedi in tako dalje. In znanje / resnico naj bi si potem seveda učenci zapomnili in jo ob priložnosti kajpak vrnili učitelju za čim boljšo oceno. Sokrat ve nekaj drugega, da je resnica naših vsakdanjih življenj taka, da je za njo potrebno narediti nekaj drugega. To nekaj drugega Sokrat in potem Michel Foucault za njim imenujeta resnica kot pripovedovanje, resnica kot dejavnost ali pripovedovanje resnice kot dejavnost, se pravi kot proces, kot nekaj, kar traja.
Ne kot nekaj, kar lahko izrečemo v eni sekundi v obliki ene stavka, ene trditve ali ene enačbe ali matematičnega zapisa ali kaj podobnega. Torej, ko govorimo o resnici, govorimo o pripovedovanju resnice, govorimo o dejavnosti. Za to osebo, ki ima take ali drugačne duševne težave, stiske in tako dalje, povabimo k govorjenju, k pripovedovanju. Povabimo jo k dejavnosti, ki nekaj časa traja. Pripovedovanje resnice kot dejavnosti terja velik napor, ker je, najbrž o tem ne more biti posebnega dvoma, neprimerno lažje pripovedovati o vremenu, o modi, o vsakdanjih dogodkih ali pa ljudem ponujati svoja mnenja o tem ali onem. Kognitivno je to neprimerno lažje, kot vztrajati v pripovedovanju resnice ali morda artikuliranju resnice. Zakaj psiholog, psihoanalitik povabi človeka k pogovarjanju? Zato, ker resnice njegovih težav, njegovih problemov, njegovih stisk nima v rokavu, ne more jih kar stresti iz rokava, zato zlasti ničesar ne svetuje, ne daje nobenih konkretnih nasvetov, kaj naj človek naredi, ampak povabi k pripovedovanju, rekoč, če se bova dovolj dobro, dovolj dolgo časa pogovarjala, bova gotovo artikulirala resnico vaših problemov, izzivov, težav. To seveda še ne pomeni, da bo oseba, pacient, to resnico tudi pograbila z obema rokama in se zahvalila in rekla, ok, super, zdaj pa grem in bom resnico poskušala tudi živeti. Upamo seveda, da bi se to zgodilo, ni pa nujno, da se to zgodi. Kajti, ko govorimo, in tem je posebnost človeških bitij, ko govorimo o pripovedovanju resnice kot dejavnosti, takoj, vedno znova trčimo na odpore ljudi, da bi sodelovali v pripovedovanju resnice kot dejavnosti. Naletimo na odpore in veliki izziv, s katerim se je recimo soočal oče psihoanalize Sigmund Freud, je bil odgovoriti na vprašanje, zakaj tako pogosto naletimo na tako močne odpore pred resnico. Zakaj se ne zgodi to, kar bi lahko naivno pričakovali in bi rekli, ljudje komaj čakajo, ljudje strastno želijo resnico in ko jo dobijo, ko jo artikulirajo, ko jo spoznajo, ko jo dojamajo, ko jo razumejo, jo potem tudi srečno živijo do konca svojih življenj. Praviloma pravzaprav ravno ni tako. In seveda vprašanje je, zakaj ni tako? Oziroma, če ni tako, kako potem je? In seveda vselej obstaja resnica tega, kar počnemo vsak dan, torej obstaja tudi resnica, zakaj se upiramo, kdaj pa kdaj, resnici. Obstaja resnica odporov do resnice. Obstajajo torej odpori in obstaja resnica odporov. Obstaja pripovedovanje resnice in obstajajo odpori, da bi jo pripovedovali. A zopet obstaja resnica teh odporov, s katerimi skušajo ljudje preprečiti pripovedovanje resnice, zato ker je lažje pripovedovati kaj drugega, kar ni resnica. Ali pa se je, na primer, mogoče pretvarjati, kot da je. Vse to je možno. Sedaj pa k Sokratovi nevednosti. Kot rečeno,
se Sokrat loti svojega poslanstva, če ga lahko tako imenujem, potem, ko izve, da je orakelj oznanil Grkom, da je Sokrat najmodrejši. Sokrat se poda med ljudi, se pravi med vsakdanje slehernike, navadne ljudi, tudi sam se je imel za navadnega človeka, da bi se prepričal, ali je to res. Prepriča se lahko samo tako, da se pogovarja z ljudmi, s številnimi ljudmi, z različnimi ljudmi, da se pogovarja dolgo časa. In Sokrat to počne. Sokrat to počne vse svoje življenje. Želi se torej prepričati, kaj je res na tem, kar trdi orakelj, namreč, da je on najmodrejši. In seveda želi se prepričati, ali ljudje zares vedo, kaj je res. Kakšna je resnica tega, kar sicer v vsakdanjem življenju počnejo, kar imajo med seboj in tako dalje. Želi se prepričati, ali zgolj trdijo, da nekaj vedo, ali pa tudi vedo, da je tisto, kar vedo, res. Vse to Sokrata zanima. In ko se tako pogovarja z ljudmi, s svojim vsakodnevnim početjem, nekaj demonstrira. Nekaj nam takoj pade v oči. Nekaj, kar je morda eden ključnih konceptov za razumevanje človekove osebnostne rasti. Kajti, če resno mislimo na osebnostno rast, na to, kar nam pove beseda rast, se pravi, da se nekaj povečuje, da narašča, da je nečesa več. Če torej resno razmišljamo o osebnostni rasti, potem se boste verjetno takoj strinjali z mano, da Sokrat s svojim vsakodnevnim početjem, ko se pogovarja s drugimi državljani stare Grčije, da demonstrira, da uprizarja določeno vztrajnost. Sokrat je v svoji drži, v načinu, kako se loteva pogovorov s sodržavljani, nepopustljiv. Pri nečem vztraja in ne odstopa od svojega poslanstva. Pri čem Sokrat vztraja? Gotovo se z lahkoto prepričamo, če beremo dialoge, ki jih je zapisal Platon, da Sokrat vedno znova zastavi kakšno vprašanje in o tem vprašanju zna veliko povedati. Pripoveduje. Sokrat je pripovedovalec. In sklepati smemo, v luči tega, kar smo danes že razpostavili, da želi pripovedovati resnico, da ga zanima resnica. Če ga ne bi zanimala resnica, če bi ga zanimala samo mnenja, ki jih ljudje imajo, potem bi se Sokrat obnašal drugače. Povprašal bi jih po njihovih mnenjih, ljudje bi mu mnenje povedali, Sokrat bi se za to zahvalil in bi se razšli v nekaj minutah. Vemo pa, da Sokratovi pogovori s sodržavljani trajajo ure in ure, včasih kar nekaj dni, vmes seveda tudi spijo. Torej, gotovo imamo že nekaj dobrih argumentov, da rečemo, da je osebnostna rast, se pravi, da je preoblikovanje človeka, spreminjanje človeka, ker to nam sugerira beseda rast, povezana z vztrajanjem, se pravi, pri rasti vztrajamo, to ni nekaj, pri čemer se zadržimo kratek čas, potem rečemo, zdaj imamo pa dovolj
in nehamo. In če rečem, da vztrajamo, bi skladno s tem, kar je počel Sokrat, lahko rekli, da vztrajamo do smrti. Nimam nobenega dobrega razloga, da ne bi tega poudaril. Torej, osebnostna rast je nekaj, pri čemer lahko vztrajamo, dokler smo živi. In druga temeljna koordinata za razumevanje osebnostne rasti je zanimanje, interes za pripovedovanje resnice. Naprimer, resnice tega, kar se mi v vsakdanjem življenju dogaja. Resnice tega, kako vstopam v medsebojne odnose. Resnice tega, kar imam skupaj z drugimi ljudmi, kar imamo ljudje skupaj. Zanima me resnica mojih morebitnih odporov do pripovedovanja resnice. Zanima me, zakaj, naprimer, včasih, ne da bi vedel, ne da bi hotel, se upiram pripovedovanju resnice. Zakaj včasih zdrsnem in se raje zadovoljim z nečem, kar ni resnica. Ali pa, kar je še bolj zanimivo, zakaj me včasih resnica ne zanima, čeprav vem, kaj je, in me zainteresirano zanima nekaj, kar ni resnica, čeprav hkrati vem, da ni resnica. Vse to so zanimivi zapleti, s katerimi se soočamo, ko poskušamo razmišljati o osebnostni rasti. Trdim, da ni osebnostne rasti brez pripovedovanja resnice, in to so zapleti, ko razmišljamo, zakaj, zadnjič sem omenil Freudov koncept prisile k ponavljanju, zakaj včasih ponavljamo v svojih življenjih nekaj, čeprav vemo, da ne samo, da tisto ni resnica, da nima nobene zveze z resnico naših življenj, ampak nas to, kar ponavljamo, lahko celo poškoduje, lahko nam ni v korist, lahko nas potiska v slaba duševna stanja in tako dalje. Pa vendar to počnemo. Zakaj to počnemo? Se pravi, kakorkoli se bomo obrnili, bomo naleteli, hočeš nočeš, na resnico tega, kar se nam dogaja. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do te resnice, bo vselej obstajala tudi resnica naših odnosov do resnice. Torej, kamorkoli pridemo, povsod je na delu resnica. Tudi če nočemo, da je na delu resnica našega početja. Pač tega, da nočemo, da bi bila resnica na delu. Torej, resnici se na noben način ne moremo izogniti, ker tudi če mi ne maramo za resnico tega, kar se nam dogaja, ima resnica, če bi jo lahko učlovečil, živ interes za nas. Lahko, da nas resnica ne zanima, zato pa mi zanimamo resnico. No, in Sokrat skozi svoje pogovore, ki jih je bilo zares veliko, počasi spoznava, da obstaja najvišja resnica tega, kar se nam lahko zgodi v naših življenjih. Vendar, in tem je Sokratova nevednost, spoznava tudi, da je najvišja resnica na nek način nenavadna, gotovo je nepričakovana. Ne moremo je namreč zapisati v obliki formule, enačbe, kratkega stavka in tako dalje, ker je paradoksna. Najvišja resnica naših eksistenc je negotovost. Govorim o resnici naših eksistenc. Ne govorim o resnici, ki jo zapiše Newton, ko razmišlja o gravitaciji, o silah in tako dalje, in to zapiše z kakšno formulo. Govorim o resnicah eksistirajočih bitij, ljudi in tega, kar imamo med seboj. Ampak paradoks ni samo v tem, da je najvišja resnica negotovost,
Paradoks je tudi v tem, da obstaja, o tem je zelo veliko razmišljal Søren Kierkegaard, o tem bomo še kaj povedali, če bomo imeli dovolj časa. Namreč, da obstaja v človeku, v ljudeh, notranja strast, izjemno velika strast do resnice. Strast, da bi spoznali življenje, zakaj smo na tem svetu, kaj delamo, da bi spoznali resnico o nas samih, našo identiteto in tako dalje in tako dalje. In ta notranja strast nas lahko poganja, nas žene, kot se reče, naprej. Ne vem, zakaj ne bi rekli, da je notranja strast, ki nas žene naprej, neposredno povezana z osebnostno rastjo. Ne vem, zakaj ne bi rekli, da nas notranja strast do resnice spreminja na način, ki ga opredeljuje izraz osebnostna rast. Vendar je ta notranja strast vedno znova osupla in presenečena, ker spoznava, tako kot Sokrat, da obstaja negotovost, ne samo v posameznikih, v nas samih, ampak da je vpisana v samo objektivno realnost. Da je sama objektivna realnost, vesolje, na primer, narejeno tako, da lahko zaradi strasti, da bi razumeli resnico objektivne realnosti, simboliziramo, artikuliramo nekaj, kar imenujemo nevednost. Nevednost ni pomanjkanje vednosti, temveč je posebna oblika vednosti. Nevednost, na primer Sokratova nevednost, je zelo posebna oblika vednosti. In ob tem velja spomniti na znamenit Sokratov izrek, izjavo, da ne ve ničesar in da ve zgolj to, da ne ve ničesar. To je Sokratova nevednost. Ali natančneje, Sokratova paradoksna nevednost, ki je vednost. Vem, da ničesar ne vem. Od Sokratove nevednosti napredujem k refleksiji, ki sem jo že napovedal. Na začetku sem rekel, da bom spregovoril o nekaterih izkušnjah iz obdobja mojega izobraževanja, mojega usposabljanja za skupinsko delo. Začetni izraz, ki je prihajal seveda iz Združenih držav Amerike, je bil encounter groups, skupine, skupinsko delo, v katerem se najrazličnejši ljudje med seboj srečujejo. Ta izraz se mi zdi zelo posrečen, zelo dober, zato ga bom ohranil. Skupinsko delo bom razumel kot še en prispevek k osebnostni rasti ali posttravmatski rasti ljudi. Skupinsko delo. In verjamem, da morda celo zveni nekoliko preroško, ko bo konec pandemije, bo tudi ta ideja o skupnem, skupinskem delovanju za posttravmatsko rast izjemno aktualno. Koliko ljudi se bo tega lotilo, je seveda odprto. Proti koncu Foucaultjevega življenja leta 1984 je izšel tudi prevod v slovenščini, je njegova knjiga, ki je sicer iz leta 1975, je izšel prevod njegove knjige Nadzorovanje in kaznovanje. To knjigo sem prebral nekaj dneh. Mislim, da sem jo na Dušek, izšla je pri Delavski enotnosti, kar se mi je zdelo imenitno. Razumel sem jo na en
prav poseben način, o katerem bi rad spregovoril. Naredil bi rad eno kratko refleksijo Foucaultove knjige Nadzorovanje in kaznovanje v luči mojega usposabljanja za skupinsko delo. Rad bi izluščil idejo ali dve za razumevanje osebnostne rasti. Še enkrat poudarjam, osebnostna rast ni nekaj, kar nekomu svetujemo, to ni nekaj, česar se lahko lotimo s tem ali onim nasvetom, s konkretnim predlogom, kaj ne naredimo. Treba je narediti nekaj drugega oziroma bistveno več. 4 leta pred tem, leta 1980, kot rečeno, že malo prej, začne Foucault predavanja v Kaliforniji in njegovo predavanje mislim, da je oktobra nekaj takega, leta 1980, ima naslov Resnica in subjektivnost. To predavanje ima posebno mesto znotraj mojih letošnjih predavanj o psihologiji stresa, travme in posttravmatske rasti. Torej, resnica in subjektivnost. Mislim, da sem že naredil dovolj dober uvod v naslov Foucaultovega predavanja, da ugotovimo, da ni naključje, da sem spregovoril danes o Sokratovi nevednosti, o tem, kako se Foucault loteva Sokratove nevednosti, Sokratovega poslanstva, da bi artikuliral idejo, ki je pripovedovanje resnice. Resnica je dejavnost. O resnici pripovedujemo in s tem, ko pripovedujemo, nekaj počnemo. Kajti, da bi pripovedovali, potrebujemo sogovorce. In če pripovedujemo, se nekaj dogaja. In če pripovedujemo dobro, če zasledujemo simbolni mandat, ki ga zasleduje tudi Sokrat, bo resnica, kajti ta nas zanima, nekaj povzročila, nekaj bo sprožila med nami. Sprožila bo učinke, ki jih bodo posamezniki na svoji koži doživeli tako in drugače, ki jih bodo razumeli, poimenovali na najrazličnejše načine. No, in resnica in subjektivnost je dober naslov tudi zato, ker Foucault v enem intervjuju reče: vse življenje me zanima subjektivnost ljudi. Kaj je subjektivnost ljudi? Zelo na grobo bi lahko rekli, da je subjektivnost kompleksnejši izraz, kot je osebnost. Lahko bi rekli, da obstajajo določene vzporednice in bi celo lahko bilo malenkostno, če bi hoteli reči, da je subjektivnost ustreznejši, boljši koncept kot osebnost, pa vendar ni čisto tako. Kajti Foucault, ko reče, da ga zanima subjektivnost, reče še nekaj. Reče, da če hočemo razumeti subjektivnost ljudi, moramo hkrati razmišljati o želji posameznika, o želji natanko v tistem smislu, ki ga zapiše v 7. seminarju Jacques Lacan, ko reče, da človek v svojem življenju ne bi smel popustiti glede lastne nezavedne želje. Enigmatični stavek je to, ki ga številni ljudje težko razumejo. Torej, pravi Foucault, nas mora zanimati želja posameznika. Ne toliko interesi, motivi, namere, potrebe, pač pa strogo vzeto želja. Nezavedna želja. S tem se Foucault navezuje na Freuda. In še, pravi Foucault, če hočemo razumeti subjektivnost, strast vsakega posameznika do resnice, nas mora zanimati še oblast. Zanimati nas mora, kako
v okolju, v katerem se razvija posameznikova subjektivnost, delujejo oblastni mehanizmi. To so mehanizmi nadzorovanja in kaznovanja. To so mehanizmi discipliniranja. To so hierarhični procesi, to so načini, kako se vzpostavljajo hierarhična razmerja, gospodstvena razmerja med ljudmi. To so načini, kako se vzpostavljajo razmerja nadrejenosti in podrejenosti. Subjektivnosti ljudi ne moremo razumeti, če je ne poskušamo dojeti znotraj teh treh koordinat. Resnica, nezavedna želja, oblast. In vselej obstaja resnica želje, obstaja resnica, kaj posameznik skuša narediti s svojo željo, ji sledi, se ji odreče, jo zanika, je neveden, je brezbrižen. Obstaja resnica vseh teh poskusov, kako človek vzpostavlja odnose do lastne nezavedne želje, in vselej obstaja resnica gospodstva. Vselej obstaja resnica, kako se ljudje pozicionirajo, kdo je zgoraj, kdo je spodaj, kdo je več, kdo je manj, kdo je nadrejen, kdo je podrejen. Vselej obstaja. Kot rečeno, tudi če nas ne zanima, obstaja. In seveda, v tej luči je vredno že vnaprej namigniti, da je zato, da bi razumeli resnico, ki je resnica subjektivnosti, resnica gospodstvenih razmerij in resnica želje, treba dati prednost temu, čemur daje prednost, če lahko parafraziram Michela Foucaulta, Sokrat. In to je etika. Obstaja etika subjektivnosti. Etika subjektivnosti je zmožnost človeškega bitja, njegove subjektivnosti, da spozna resnico o sebi, se pravi resnico o svoji subjektivnosti. Če posameznik skuša pripovedovati resnico o svoji subjektivnosti, ipso facto poskuša artikulirati resnico o svoji želji in resnico o medsebojnih razmerjih, razmerjih gospodstva, razmerjih, ki ljudi nadzorujejo, kaznujejo, disciplinirajo, izključujejo, pohabljajo in tako dalje. Torej, osebnostna rast je besedna zveza, s katero nadaljujemo razmislek o etiki subjektivnosti. Ali drugače, brez etike subjektivnosti ni osebnostne rasti. Človek lahko osebnostno raste, se preoblikuje samo, če se loti projekta s skupnim imenovalcem etika subjektivnosti. Če ga torej zanima resnica lastne subjektivnosti in okolja, v katerem subjektivnost sploh lahko nastane in the first place, oziroma se lahko spreminja in preoblikuje. Etika subjektivnosti je za osebnostno rast, zato, ker je v temelju za to, kar imenujemo dobro. Osebnostna rast je besedna zveza, s katero razumemo, kako ljudje uresničujemo dobro v svojih življenjih. In ko rečem dobro, je dobro vedno univerzalno, se pravi, ni samo dobro tega ali onega posameznika, ker potem bi bila potrošna dobrina, skladna z posameznikovimi željami in potrebami,
ki bi jih posamezniki artikulirali tako, da bi rekli, jaz želim to in bi potem to in to tudi dobil. Ne, govorimo o univerzalni razsežnosti dobrega in ne more obstajati dobro, ne moremo uresničevati dobrega, če nas ne zanima resnica lastne subjektivnosti. Uresničevanje dobrega je vselej tudi hkrati osebnostna rast. Jaz upam, da je zdaj razvidno, kako daleč smo od preprostih svetovalnic, od preprostih nasvetov, od preprostih konkretnih predlogov, kaj naj posameznik naredi, da bo zmanjšal na primer svoj stres, da bo ponoči lažje spal, da bo manj nervozen, manj živčen, da se ne bo toliko potil, da bo premagal strah pred nastopanjem v javnosti in tako dalje. Zelo daleč od tega smo, zato, ker se lotevamo kompleksnosti človekove duševnosti, kompleksnosti subjektivnosti, kar je mnogo boljši izraz, na ustrezen, to je, kompleksen način. Človekova subjektivnost je, če parafraziram samega sebe, preveč kompleksna zadeva, da bi se jo lotevali z enostavnimi, preprostimi idejami. Ker če se jo lotevamo tako, je kratko malo ne moremo razumeti. Se vnaprej obsodimo, da je ne bomo razumeli. In če ne bomo razumeli, kakšnih posebnih sprememb ne bomo nikoli dosegli. Ko govorim o etiki subjektivnosti, moram tudi v luči prejšnjih predavanj še enkrat poudariti to, kar tako dramatično zanima Emanuela Levinasa, ko se ukvarja z etičnostjo človeških bitij, z zmožnostjo ljudi za etičnost, in to je enigma subjektivnosti. Enigma ali skrivnost. Skrivnost subjektivnosti. Skrivnost subjektivnosti je še en koncept, ki nam pove, zakaj je dobro povabiti drugega človeka k pogovarjanju, k veliko dobrega pogovarjanja. Drugi človek ni samo preveč kompleksen, da bi ga lahko razumeli na enostaven način, ampak je vselej tudi enigma, je skrivnost. Tako kot smo mi skrivnost za drugega. Se pravi, vsak človek je svojevrstna enigma ali skrivnost. In to nas bi moralo privlačiti. Privlačnost drugega človeškega bitja je natanko v tem, da je nikoli ne moremo dokončno spoznati, da nam vedno ostane to, kar sem prej imenoval Sokratova nevednost. Vem, da je drugi človek zame v zadnji instanci, ne glede na to, kako dobro ga poznam, še vedno enigma. Še vedno nečesa ne poznam, ker obstaja neka paradoksna značilnost subjektivnosti drugega človeka, ki je v tem, da te značilnosti ne morem artikulirati kot vednost. Ali čisto po domače, če me kdo vpraša, ali dobro poznaš drugo človeško bitje, rečem, ja, še kar dobro, lahko rečem celo zelo dobro, ampak takoj dodam, ne glede na to, kako dobro jo poznam, je zame še vedno enigma in privlači me natanko v tej enigmatičnosti. In mutatis mutandis, Emanuel Levinas nujno reče, da se
človek naslavlja v vsakdanjih medsebojnih interakcijah na drugega človeka tako, da se prek njega, prek konkretnega drugega, naslavlja na velikega drugega, na neskončnost. To je logično nadaljevanje koncepta drugega kot enigme. Drugi človek je vselej znotraj polja velikega drugega in to polje je neskončno. Ali še nekoliko drugače, drugi človek je, ne glede na to, kako blizu sem mu in kako dobro ga poznam, še vedno neskončno oddaljen od mene. In to me strastno privlači. Torej, lahko sklenem, da je človekovo razumevanje lastne subjektivnosti, duševnosti, vključno z duševnimi stiskami, ki jih je zdaj zares veliko, psihičnimi težavami in tako dalje, v osnovi zavezano dvema temeljnima idejama in to sta resnica in dobro. In lahko rečemo, ni dobrega brez resnice. Če ne želim spoznati resnice tega, kar se dogaja v moji eksistenci z drugimi ljudmi v okolju, v kateri živim, potem sem se zaprl pred možnostjo, da delam dobro. V tem, kar ni resnica, ne morem delati dobrega. V neresnici, da ne rečem v laži ali zmoti in tako dalje, ne moram delati dobrega in pade moja zmožnost oziroma se zatakne za etičnost. Se pravi, za tisti odnos do drugega človeka, ki ohranja njegovo enigmatičnost ali po domače, dokler je enigmatičnost drugega človeškega bitja ohranjena, ne morem biti do njega vulgaren. Čutim brezpogojno spoštovanje do njega. In v tej luči, naj to še zlasti poudarim, ni pomembno, ali je ta drugi meni všeč ali mi ni všeč, kajti tak odnos do drugega je slep za barvo kože, spolno orientiranost, veroizpoved, rasno pripadnost in tako dalje in tako dalje. V tej luči, ki jo zdaj skušam artikulirati, me vse to, kam človek pripada, kakšna je barva njegove kože, me ne zanima. Sokrata, na primer, ne zanima vse te značilnosti človeka, ga ne zanima, lahko jih pozna, lahko jih prepozna, seveda jih vidi, vendar ga ne zanimajo. Sokrata strogo vzeto zanima zmožnost drugega bitja za resnico in za dobro. Sokrat vztraja trmasto, da je vsak človek, vključno s sužnjem, zmožen artikulirati resnico, pripovedovati o njej in za dobro. To je pravzaprav tudi hkrati temelj, na katerem slonijo vsa resna razmišljanja o človekovem blagostanju, dobrobiti, osebnostni rasti, posttravmatski rasti, kakovosti medsebojnih odnosov in tako dalje in tako dalje. Brez teh idej pravzaprav ne moremo resno razmišljati o osebnostni rasti, kvaliteti življenja in tako dalje. Lahko uporabljamo žargon, lahko se sprenevedamo, lahko poskušamo manipulirati, ampak to ni resno lotevanje teh konceptov. To je Michel Foucault v svoji delovni sobi
Michel Foucault je proti koncu svojega življenja, od leta 1980 do leta 1984, umrl zaradi aidsa, je raziskovalec, ki zame kot takrat še izobražujočega se študenta predstavlja svojevrstni vzor. Vzor zato, ker tudi sam, podobno kot Sokrat, vztraja, da subjektivnost ljudi ni nekaj, kar bi smeli skrčiti na to, kar ljudje sicer v življenju velikokrat sami spontano naredijo. In to takrat, ko rečejo, da so kot posamezniki taki, kakršni pač so, zato ker imajo določene gene ali pa ker so bili rojeni določenim staršem ali pa včasih celo rečejo, da so pač po naravi taki in taki. Michel Foucault je eden tistih redkih avtorjev, ki res prepričljivo in kompleksno dokaže, da je človek subjektivnost. Da bi razumeli človeka, nas mora zanimati, kako se razvije kot subjekt, kot subjektivnost. Se pravi, nas mora zanimati, kako se vključi v mehanizme in procese v okolju, v katerem se je rodil, in že prej sem izpostavil, da so to procesi, da so to mehanizmi, ki, ne da bi se posameznik tega močno zavedal, oblikujejo razmerja med ljudmi. Naprimer, kot rečeno, razmerja nadrejenosti in podrejenosti, ki artikulirajo načine, kako bodo posamezniki razumeli svojo željo, kaj bodo naredili z njo. Človek je daleč od tega, da bi bil naravno bitje, tako kot živali, ki vseh takih procesov ne poznajo, pravzaprav jih tudi ne potrebujejo in seveda jih tudi ne morejo razumeti, tudi če bi obstajali. Človek kot subjektivnost lahko razume resnico svoje subjektivnosti in pravzaprav bi jo tudi moral. Zakaj? Zato, ker je, tudi če noče, tudi če tega ne ve, zavezan resnici in dobremu. Kot sem prej poskušal pokazati. Vselej obstaja resnica subjektivnosti. Moje, vaše, kogarkoli. Vselej obstaja. Tudi če mene ne zanima, obstaja. Vendar, in tem je radikalnost koncepta subjektivnosti, ni dobrega brez resnice. Ni dobrega brez vpogleda v resnico, ki je vselej tudi resnica moje subjektivnosti. Se pravi, je resnica tega, kako sem sam postal subjekt, kako sam skrbim za to, da sem subjekt, da sem podrejen določenim procesom, določenim mehanizmom, hierarhičnim razmerjem, ljudem in tako dalje in tako dalje. Zato, kot rečeno, in zdaj si bomo pogledali še en komentar k temu, moramo nadaljevati tako, da si ogledamo 4 temeljne koordinate pripovedovanja resnice kot dejavnosti. Lahko bi tudi rekel, da si bomo pogledali 4 temeljne koordinate Sokratovega vsakodnevnega početja. In seveda podobno bi lahko rekli, da si vselej lahko
ogledamo, oziroma vselej lahko artikuliramo 4 temeljne koordinate početja, vedenja, delovanja, govorjenja, razmišljanja kateregakoli človeka, vključno z nami samimi. 4 temeljne ideje so: zdaj je pa tole komplet zamrznilo vse skupaj. Ok. Pardon, gremo nazaj. 4 temeljne koordinate so: ko govorimo o pripovedovanju resnice, se seveda najprej moramo vprašati, in to je zelo smiselno in tako je pri roki, kdo govori resnico. Seveda se podobno lahko vprašamo tudi, kdo je ne govori, kdo je noče govoriti, kdo je ne želi in tako dalje. In ravno tako je takoj pri roki znamenita pravljica, zgodba Hansa Christiana Andersena o cesarjevih novih oblačilih. Ta zgodba je zares dobra, ker nam čisto preprosto postreže z enostavnim razmislekom, ki je tale. Vsi vemo, da se množica ljudi, ki spremlja cesarja, ki paradira pred njimi v domnevno čudovitih novih oblačilih, ve, da cesar nima nobenih čudovitih novih oblačil na sebi, da je torej gol. Ljudje vedo, da je resnica tistega nastopanja zelo preprosta. Cesar je gol. Vendar natanko v luči tega, o čemer govorim danes, nihče tega ne pripoveduje, tega nihče ne izreče. Seveda tudi vemo, zakaj. Ker se bojijo. Bojijo se kazni. Cesar je močan, cesar je oblast in cesar seveda lahko naredi z vsakomur, ki bi pripovedoval oziroma povedal resnico, kar hoče, lahko mu vzame glavo. Torej, iz te začetne, preproste zgodbe že vidimo, da očitno v naših vsakdanjih življenjih ni tako enostavno, kot bi morda kdaj radi, češ, ja, saj vsi želimo resnico vedeti, resnica osvobaja, resnica je pomembna in si jo tudi pripovedujemo. Preprosto ni tako. Torej ima zato Foucault, naslanjajoč se na Sokrata, zelo prav, ko reče, najprej poskušajte odgovoriti na vprašanje, kdo govori resnico, kdo je ne. In pri Andersonu vemo tudi zelo preprosto na koncu, da resnico, ki jo vsi sicer vedo, pove, artikulira, simbolizira otrok. In ni naključje, seveda, da ravno on resnico tudi sicer v življenju pogosto artikulirajo ljudje, ki se bodisi ne bojijo kazni, posledic, učinkov in tako dalje, ali pa so na nek način otroško naivni, tako kot je na primer otrok, kar je zopet dobro, čeprav ima pogosto vrsto negativnih posledic, negativne posledice pa ima zato, ker očitno ne živimo v svetu, v katerem bi bila resnica dejansko visoko cenjena in spoštovana, in vzporedno ne živimo v svetu, v katerem bi bila osebnostna rast. In danes sem poskušal pokazati, da ni osebnostne rasti brez pripovedovanja resnice in dobrega, ali po domače, ni osebnostne rasti brez etike subjektivnosti, da je torej v resnici veliko sprenevedanja o resnici, o tem, kako zelo jo želimo, in o osebnostni rasti, češ, da je to
pomembna vrednota, pomemben ideal številnih ljudi. Kratko malo rečeno, ni, ker tudi ne more biti. Svet, v katerem živimo, je v tem smislu še zelo primitiven. Druga temeljna koordinata pripovedovanja resnice kot dejavnosti je, kdo govori in o čem. O kateri resnici govori. Resnica ni samo ena, obstaja resnica subjektivnosti, obstaja resnica pandemije, na primer, obstaja resnica okolja, medsebojnih odnosov, v katere vstopamo in tako naprej in tako naprej. Se pravi, o čem nekdo govori, o čem pripoveduje in na koga se ta resnica nanaša. V Andersenovi pravljici se ne nanaša samo na cesarja, temveč tudi na ljudi, ki stajajo, se pravi podložnike, ki stojijo zraven, ki gledajo. Obstaja resnica, ki pravi, da je cesar gol, in obstaja resnica, ki pove, da se ljudje sprenevedajo, oziroma da se bojijo povedati resnico, da je cesar gol. Torej, druga koordinata, o čem govorimo, ko govorimo o resnici. Seveda je pričakovano, da je naslednja koordinata ta, ki je zapisana. Torej, eno je govoriti resnico, biti pogumen, upati si, artikulirati jo, zasledovati, vztrajati pri njej, podobno kot vztraja Sokrat. Drugo je, kakšne so posledice. In vsi vemo, da je Sokrat na koncu umrl, natanko zaradi tega, ker je vztrajal. Zato je malo pričakovati, da bi se v vsakdanjem življenju ljudje pogosto odločali za pripovedovanje resnice, ker so, in to vedo, ker so razumna bitja, posledice lahko takojšnje in uničujoče. Seveda se ob tem tudi zaostri vprašanje, če ne govorimo o resnici, ker smo razumna bitja in se bojimo posledic, o čem potem govoriti. Zlasti, če se zavedamo, da če ne govorimo o resnici, pač govorimo o nečem, kar ni resnica. Kako opravimo s svojimi morebitnimi moralnimi, etičnimi občutki ob tem, oziroma vprašanji, zakaj to počnemo. In še zadnja koordinata, ko govorimo o resnici, ko razmišljamo o tem, kaj je resnica in kako deluje v okolju, v katerem živimo, ker vselej deluje, je seveda na vrsti vprašanje, v kakšnih odnosih je resnica z oblastjo. In odgovor je zopet že zapisan v Andersonovi pravljici. Resnica je z oblastjo nujno navzkriž. Zakaj? In zopet je Michel Foucault eden od tistih raziskovalcev, ki je podrobno raziskal, zakaj je tako. Njegov odgovor na kratko je, zato je navzkriž, ker kogar zanima moč, kogar zanima oblast, položaj, status, ki gre s tem položajem, denar, ki gre morda s tem položajem, premoženje, ki gre morda s tem položajem, beri cesar, vse to zastopa, njega resnica ne zanima. In zopet Anderson jasno pokaže, cesarja resnica ne zanima, on želi, da se njegovi podložniki sprenevedajo, vključno s seboj, tudi sam se spreneveda. Zakaj se cesar spreneveda? Zato, ker verjame obema krojačema, da je neumen vsakdo, ki ne vidi sicer nevidnih oblačil, oblačil pa ni, ker jih krojača nista naredila, naredila pa jih nista, ker sta prevaranta. Se pravi, v ozadju je prevara, ali pa če hočete, čisto na začetku je prevara, v katero ali pa v smiselnost katere nekdo verjame. In moč, na primer Foucaultjevih raziskav, je, da vedno znova pokaže, kako tudi oblastniki
zastopniki oblasti verjamejo v to ali ono začetno prevaro ali napačno domnevo ali neumen sklep ali pač preprosto idejo, ki nima kakšne resne zveze z vsakdanjim življenjem ljudi. In kdor v to verjame in želi oblast, ne prenese resnice, ne mara, ne želi, noče resnice. Tudi če jo morda sam pozna, pričakuje od podložnikov, subjektov, od ljudi, ki so okrog njega, da mu bodo sledili, da se bodo obnašali do te prevare tako, kot se sam. Se pravi, cesar verjame, da je neumen vsakdo, ki ne vidi oblačil in reče, dragi moji podložniki, če mislite, da jaz nimam nobenih oblačil na sebi, ste neumni, in seveda prepusti sklep vsakemu posamezniku. Vsak posameznik pri sebi sklene, da ne želi veljati za neumnega, kar pomeni, da ne bo govoril resnice, čeprav jo pozna, ampak bo govoril to, kar se pričakuje, torej, da ima cesar krasna nova oblačila in ljudje se lahko družno sprenevedajo in pravzaprav drugega podpirajo v sicer napačni domnevi, da je neumen vsakdo, ki ne vidi cesarjevih novih oblačil. Kogar pa zanima resnica, pa ne more zanimati oblast, položaj, vse ostalo, kar sem ravnokar povedal, ker bi potem moral verjeti v svojevrstno skupinsko sprenevedanje, manipuliranje, napačne domneve, kar pa je očitno v navzkrižju, v konfliktu, v sporu z resnico. Toliko bi imel za danes. Kot ponavadi se seveda zahvaljujem za vašo navzočnost in vašo prijaznost, da ste vztrajali. In vam do naslednjič želim vse dobro. In seveda dodal bi v luči tega, kar sem danes rekel, da če ni dobrega brez resnice, da vam ne želim samo vse dobro, ampak vam želim tudi veliko resnice.